Lepo pozdravljeni in dobrodošli v 27. epizodi mojega podcasta Poslušam se. Z vami Polona, specialna pedagoginja z več kot 16 let izkušnjami neposrednega dela z otroki. Poslušam se je vzgojno-izobraževalni podcast, kjer s svojimi gostjami, različnimi strokovnjakinjami ozaveščam o razvoju otrok, vzgoji, izobraževanju, najdete tudi teme osebnostne rasti, ki so tudi zelo povezane z vzgojo otrok. Če so vam epizode Poslušam se podcasta všeč, vljudno vabljeni, da jih všečkate, da delite vsebino z drugimi, ter tako pomagate širiti glas o teh vsebinah. Če me delite na Instagramu, me prosim označite, da se vam lahko zahvalim. Če imate kakšne predloge, lahko nam pišete na polona@poslušamse. Tokratna 27. epizoda je zame še posebej posebna. Verjamem, da boste tudi v njej našli veliko koristnih informacij, napotkov, nasvetov. Z mano sta danes namreč res dve priznani strokovnjakinji. Epizoda je posneta v podporo projektu Lahkonočnice. Lahkonočnice so sodobne slovenske zvočne pravljice, ki že 8 let uspavajo malčke. Družbeno odgovoren projekt družbe A1 Slovenije je brezplačno na voljo v aplikaciji ali spletni strani. Do danes so Lahkonočnice zabeležile že skoraj 4 milijone predvajanj pravljic. 70% uporabnikov jih predvaja otrokom za uspavanje. 94 od 100 uporabnikov pa jih priporoči prijateljem, družini, znancem. Pri pravljicah, ki otroke zazibljajo v sladek sen, sodelujeta tudi strokovnjakinji, dr. Ljubica Marjanović Umek in Brigita Zupančič Tisovec, današnji gosti. Pa da jo še bolj podrobno predstavim, mislim, da jo sicer večina že pozna. Dr. Ljubica Marjanović Umek je doktorica znanosti, redna profesorica za razvojno psihologijo in zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani. Je članica strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in sodi med naše največje strokovnjake za področje vrtcev in šol. Brigita Zupančič Tisovec je diplomirana fizioterapevtka in nacionalna promotorka zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje NIJZ. V tem našem pogovoru se z obema strokovnjakinjama poglobimo in ozaveščamo o dveh izjemno pomembnih temah, kvalitetnemu, dovolj dolgo trajajočem spanju in skupnemu branju oziroma skupnemu poslušanju kvalitetno izbranih vsebin, v tem primeru tudi pravljic, ki nas odpeljejo tudi v lahko noč. Uživajte v poslušanju. Lepo pozdravljeni, Ljubica in Brigita. Sem zelo vesela in počaščena, da ste moji gosti. Današnja tema bo zelo pomembna, in sicer bo tema spanje, uspavanje in podpora, pomoč pravljic pri tem. Pa bi mogoče kar začeli najprej s spanjem. Brigita, vi ste nacionalna promotorka zdravja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in tudi diplomirana fizioterapevtka. Brez spanja ljudje ne moremo živeti. Izjemnega pomena pa je tudi, da je spanje ob primerni dolžini tudi primerne kvalitete in nas odraslih in tudi otrok. Se bomo pa danes osredotočili na spanje otrok. Zakaj pa je spanje toliko izjemnega, bistvenega v bistvu pomena za otroke, za razvoj otroka? Kot ste že v uvodu lepo povedala, spanje je bistvenega pomena za življenje in brez spanja pravzaprav življenja ni. Spanje je namreč eden izmed osnovnih podpornih gradnikov našega življenja in našega zdravja. Tako kot potreba po hrani ali pa po zraku, je osnovna fiziološka potreba pri človeku tudi potreba po spanju, ki jo moramo primerno zadostiti. Odraža, torej te potrebe pravzaprav ne moremo z ničemer nadomestiti. Z ničemer, niti s telesno dejavnostjo, niti s različnimi energijskimi pijačami in izdelki, ki vsebujejo kofein in tako naprej, spanja ne moremo nadomestiti. To
spanje se pravzaprav odraža na vseh področjih posameznikovega delovanja. Pri Mhm. otrocih tako izjemno pomembno, da gre razvoj v pravo smer. Potem odraža se tudi na področju telesnega in duševnega zdravja. Mogoče bi kasneje kaj več povedala o tem, Okay. kaj vse recimo se lahko zgodi na enem ali na drugem. Mhm. Odraža se tudi na področju akademskih dosežkov otrok. Kaj so otroci zmožni? Na področju njihove zmožnosti učenja in pomnjenja, njihovih socialnih dejavnosti, njihove čustvene regulacije, potem koliko so energijsko sposobni. Odraža se tudi na področju tveganih vedenj in poškodb, recimo. Pa ne nazadnje, spanje je izjemno pomembno tudi na področju posameznikovega notranjega nagrajevanja in motiviranja. To pomeni, da so bolj notranje motivirani tisti otroci, oziroma ne rabijo toliko zunanjih spodbud. Tako, Mhm. tako. Obstajajo mednarodna priporočila strokovnjakov po posameznih skupinah za okvirne smernice, kakšne so, koliko ur spanja potrebujejo recimo mogoče dojenčki, malčki, predšolski, šolski in potem najstniki. Koliko je to, če pač... Sprejeta so mednarodna priporočila o dolžini spanja za posamezne starostne skupine, govorimo o zdravih otrocih, ki jih je po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije in World Sleep Society povzel tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Zdaj, poleg priporočene dolžine je vedno potrebno povedati, da je potrebno upoštevati individualne potrebe in potem dejavnike, ki vplivajo tudi na potrebo po spanju. To je, na primer, s tem mislim recimo na stopnjo telesne dejavnosti, mislim na osnovno zdravje. In dojenčki, majhni otroci, najstniki potrebujejo več spanja, ki jim omogoča rast in razvoj. Predvsem za to skupino prebivalstva je recimo v tem delu to zelo pomembno. Naprimer, malčki v starosti od 1 do 2 let potrebujejo od 11 do 14 ur spanja. Potem predšolski otroci, ki v starosti od 3 do 5 let potrebujejo 10 do 13 ur spanja na dan in vsakič ob tem računamo tako nočno kot dnevno spanje. Se pravi, tle se upoštevajo tudi dnevni počitki pri otrocih, ki te dnevne počitke potrebujejo. Osnovnošolci med 6 in 13 letom starosti potrebujejo 9 do 11 ur spanja na noč in potem najstniki med 14 in 17 letom starosti nekje 8 do 10 ur spanja. Potem pa pridemo do skupine mlajših odraslih med 18 in 25 letom starosti, ki potrebujejo 7 do 9 ur spanja in potem odrasli od, se pravi, 26 do 64 leta, ki tudi potrebujejo 7 do 9 let. Spustila sem dojenčke od 1. do 11. meseca, ki pa potrebujejo kar veliko spanja. Mislim, bolj, ko gremo nazaj, več potrebujejo naši otroci spanja, ti potrebujejo recimo 12 do 16 ur spanja, kar pomeni, da prespijo več kot polovico dneva in da spijo tako kot novorojenčki, večfazno, v večjih dejanjih in potem seštevamo vse te ure potrebnega spanca. Pa spanje dojenčkov se tudi tako, ne, po fazah malo bolj se razlikuje od kasnejšega spanja nas odraslih. Ja, super, najlepša hvala za vse te informacije. So te količine, glede, opažamo, no, da v šolah, še posebej v zadnjih letih, opažamo, da so učenci, kar dostikrat se mi zdi, da ne izpolnjujejo te kvote ur, oziroma mogoče tudi kvalitetnega spanca ni toliko dovolj, ker pogosto opažamo manj prespane otroke, da prve ure zdihajo, da so utrujeni, se malo težje zberejo, skoncentrirajo na delo, šolsko delo. Kakšne so pa posledice, če je to dlje časa trajajoče, kaj se tudi pri otrocih, pa če jih kaj skrbi, pride kakšen tak dan, kar verjetno pa čisto običajno. Kaj pa, če to traja takšno obdobje, da ne spijo dovolj oziroma ne spijo dovolj kvalitetno, kakšne so posledice za otrokov razvoj? Kadar gre za kronično pomanjkanje, daljše kronično pomanjkanje spanja,
se to odraža na vseh področjih posameznikovega delovanja. Se pravi, na področju telesnega in duševnega zdravja in, tako kot sem prej omenila, razvoja akademskih dosežkov, zmožnosti učenja in pomnjenja, zmožnosti čustvene regulacije. Gre namreč za to, torej na popolnoma vseh področjih posameznikovega delovanja ugotovimo določene primanjkljaje. Pomanjkanje spanja namreč vpliva na telomere kromosomov. Zaradi poškodbe postane ta genski zapis bolj dojemljiv za poškodbe, bolj izpostavljen, tako bom rekla, bolj izpostavljen, in na koncu DNK-ja so te telomere, na katere pomanjkanje spanja vpliva tako, da se začnejo skrajševati. To pa pomeni potem tudi krajšo življenjsko dobo celice, ki ji takšna telomera pripada. Se pravi, govorimo o neštetih zdravstvenih težavah, ki potem lahko sledijo. Dokazano je, da pomanjkanje spanja vpliva na našo telesno težo, na težje vzdrževanje telesne teže, namreč pri ljudeh, ki so nenaspani, je ves čas povišan hormon grelin, ki v možgane prinaša informacijo o lakoti, zato ves čas posegamo po hrani, in to po hrani, ki je visoko energijsko bogata. Potem pomanjkanje spanja vpliva tudi na nivo krvnega sladkorja v naših celicah. Celice postanejo manj občutljive za inzulin, zato je krvni sladkor povišan in je pri ljudeh, ki imajo kronične težave s spanjem, torej nevarnost oziroma večje tveganje za nastanek sladkorne bolezni tipa 2. Potem, kot sem že prej omenila, gre za probleme pomnjenja, predvsem prenosa informacij iz kratkotrajnega v dolgotrajni spomin. Do teh zapisov prihaja namreč med globokim spanjem in kadar tega spanja ni dovolj, potem te informacije iz kratkoročnega spomina, iz hipokampusa, ne moremo prepisati v dolgoročni spomin, ki ga zapisujemo v možganski skorji v senčnem delu naših možganov. Med globokim spanjem prihaja tudi do, bom rekla, čiščenja metabolitov v navednicah v možganih, namreč dovolj globoko spanje povzroči izločanje beta-amiloida iz možganov. Beta-amiloid je pa sicer beljakovina, ki normalno pri vseh zdravih nastaja tekom metabolizma v možganih. In torej problem nastane takrat, kadar ta beta-amiloid zaostaja in se ga ne izloča in ne čisti iz možganov. Potem spanje pomembno vpliva tudi na razvoj nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni, poveča tveganje za bolezni srca in ožilja. Ko se zbudimo nenaspani, imamo takoj višji puls, kot sicer, kadar smo naspani. Višji puls pomeni več prečrpane krvi, pomeni takoj začaran krog v smislu višjega krvnega tlaka in obremenjenosti tako. Hkrati pomanjkanje spanja povezujejo tudi z nastankom nekaterih vrst raka, predvsem raka dojke, raka debelega črevesja in raka prostate pri moških. Pomanjkanje spanja je povezano tudi z pojavom nekaterih nalezljivih bolezni. Pri starših, recimo zelo dobro je to dokazano z eno raziskavo, ki so jo delali pri starših, ki so dobili svojega prvega otroka. In za njih je značilno, da zaradi otroka prespijo od 400 do 700 ur manj na leto kot sicer. In hkrati je prišlo do bistveno večjega pojava različnih nalezljivih bolezni. Vsa ta virusna bakterijska obolenja, ki krožijo sicer, pa jih ljudje praviloma recimo predelamo brez kakšnih hudih obolenj, so pri mladih starših pogostejša. Le zakaj? Zaradi pomanjkanja spanja. Potem spanje vpliva tudi na dojemanje bolečine, recimo. Ljudje, ki so neprespani, imajo bistveno nižji prag bolečine, težje prenašajo breme bolečine. Spanje vpliva tudi na čustveno regulacijo, na dojemanje tega, kako spremljamo in sprejemamo svet okrog nas, kako se odzivamo na naša čustva, kako znamo določene situacije že vnaprej predvideti in potem tudi primerno odreagirati.
Spanje pa povezujejo tudi z večjo pojavnostjo simptomov pri nekaterih duševnih boleznih, in sicer predvsem pri depresiji in anksioznosti. Pa ne nazadnje, ljudje, ki smo nenaspani, bistveno težje predelamo svoj vsakodnevni stres. Bistveno težje, drugače ga dojemamo, težje ga predelamo, in zaradi tega pogosto rečemo, da so težave slab vzglavnik, se pravi, dnevni stres vpliva potem tudi naprej na naše spanje in potem slabo spanje spet na dojemanje in predelavo stresa. Začaran krog. Tako. Pa mogoče še to, da to, kar ste prej lepo povedala, da tudi mogoče kakšne, kakor otroci se tudi včasih že pa v višjih razredih poslužujejo kakšnih pijač energetskih, da v bistvu te lahko še poslabšajo potem, sploh bolj v popoldanskih urah, da lahko tudi slabše vplivajo na nas, pač mogoče dvignejo takrat, bi mogoče malo lahko še kaj o tem. Z veseljem. Energijske pijače pravzaprav so sodoben problem. Prvič zaradi tega, ker v sebi nosijo zelo veliko kalorij, so gosto kalorično živilo, ki človeka požene na eni strani. Na drugi strani pa vedno poleg taurina in nekaterih drugih dodatkov vsebujejo visoko koncentracijo kofeina. Kofein je droga, ki se v človekovem telesu veže na receptorje adenozina. Adenozin je pa tisti, ki pravzaprav poleg tega, da se človek zvečer umiri zaradi njegove naravne biološke ure oziroma cirkadianega ritma, kot temu rečemo, cirkadiani ritem oziroma biološka ura se umiri, hkrati se pa adenozin dvigne na najvišjo možno mero in na teh receptorjih veže in zaradi tega pride do uspavanja. Če so receptorji zasedeni s kofeinom, ki ima razpolovno dobo tam 4 do 6 ur, po nekaterih verjih celo do 7 ur, je prva razpolovna doba, in se pravi, se adenozin nima kam vezati in ne more povzročiti tega uspavanja, tako kot bi jo praviloma, tega pritiska na spanje se pravzaprav ne da izpeljati v telesu, zato smo budni. In potem, ko se ta kofein izloči iz teh naših receptorjev, pride do tega cunamija zaspanosti, ko kar naenkrat dobesedno v resnici čutimo hudo utrujenost in zaspanost, in potem je spanje, ki sledi, bistveno bolj fragmentirano, ni tako globoko in zaradi tega potem tudi ni pravega počitka. Ja, hvala, res zelo koristne informacije. Ko sem poslušala en vaš pogovor, se me je zelo dotaknil stavek, ki ste ga izrekla, in sicer, da priprava na spanje poteka se začne že zjutraj. Pa bi mogoče še malo več o tem. Ja, z velikim veseljem, namreč, ko se pogovarjam z ljudmi, neštetokrat mi povejo, vse zvečer vse prav naredim, Zakaj ne morem zaspati? Ja, zaradi tega, ker pravzaprav res mi zjutraj, ko vstanemo in se izpostavimo dnevni svetlobi, svojemu telesu povemo, da je zdaj čas za akcijo in da je čas za naše izzive. In potem zvečer, ko se začnemo umikati od svetlobe, ker po naravni poti sonce začne zahajati, potem, če poskrbimo, da nismo izpostavljeni zelo močni umetni svetlobi, tudi ta je lahko tista, ki nas spodbuja k dejavnosti. Torej, če je ta naša svetloba primerno zatemnjena, potem telo začne, zaradi tega, ker se v telesu začne tvoriti melatonin, začne dobivati informacijo o tem, da se dan počasi preveša v drugo polovico, ko se je treba umiriti, ko se je treba ustaviti, ko je čas za spanje. Se pravi, ne samo ta izpostavljenost svetlobi, ampak tudi telesna dejavnost, ki mora biti v dopoldanskem in popoldanskem času, v večernem času naj bi pa nekako izvajali bolj umirjene aktivnosti. Vse to telesu dopoveduje, v katerem dnevu časa je, in torej v katerem času dneva je in kaj zdaj sledi.
Potem tudi hrana, recimo, ne, zjutraj in opoldan lahko zelo bogata, zvečer naj bo bolj, torej ne tako obilna, primerne koeksistence, se pravi ne preveč kalorična, ne preveč mastna, tudi ne preveč pekoča, ne. To namreč vse spodbuja naše metabolizme in ovira to, da bi mi v miru in lepo zaspali. Potem kajenje cigaret, na primer, ali pa A to je isto, se upravičujem, a to isto, kakor zdaj v šoli so bolj popularne druge oblike, kakor, ne vem, vajpi pa to, a je to, jaz se ne spoznam ravno na tako to. niso Tako. priporočljivi, ker namreč ravno tako imajo ogromno negativnih in škodljivih posledic, se pravi, v to skupino pašajo tudi novodobne oblike Tako. nikotinskih in tobačnih izdelkov, ne. Skratka, to vse so neke dejavnosti, ki človeka spodbujajo in ga puščajo zelo budnega, ne. Tako da to recimo je zelo pomembno. Potem pa tisti večerni ritual, ko se družina v resnici zbere doma, ko otroci razumejo, da so starši tukaj in nikamor ne grejo in zdaj so samo njihovi, ko to recimo ta občutek varnosti poveča. Ta varnost je izjemnega pomena pri uspavanju, ne. Zdaj ne govorim samo o varnosti tega, da imamo, če pogledamo korak stran, vojno, to je en občutek varnosti, drug občutek varnosti pa je ta prijetna varnost v okolju, ki ga otrok pozna, kjer teče določena rutina, ki mu daje en občutek varnosti, kjer je bližina enega ali pa obeh staršev ali pa starih staršev, ki mu dajejo določen občutek varnosti. Vse to recimo je za otroke izjemnega pomena. To, da razumejo, da se je dan umiril, da ne bodo nič zamudili, če grejo zdaj spat, ker namreč pri otrocih, ki so zelo raziskovalno naravnani, je to recimo lahko problem pri uspavanju, ne. Ker jih ta vedoželjnost žene in jim ne dovoli, da bi zaspali, no. Skratka, to je zelo pomembno. Potem pa ta ritual, ne, to, da se pravi, za nami je že večerja, za nami je to, da smo cel dan bili dejavni primerno, telesno in kognitivno, in smo zdaj zaradi tega tudi malo utrujeni, in je potem ta način, se pravi tega, da pride do ene osebne higiene in potem tega, da starši pospremijo svoje otroke v posteljo, potem pa mogoče kaj preberejo ali poslušajo, ampak o tem bomo verjetno kaj v nadaljevanju govorili. Skratka, ta ritual je tisti, ki otrokom daje občutek varnosti, ker otrok to zdaj že pozna in ve, kaj temu sledi. In že nehote se v možganih takoj pojavljajo asociacije v tem smislu, ko stopim v spalnico, vem, da je postelja povezana s spanjem. In nehote dobivam te primerne informacije, ki me dodatno umirijo in pomagajo pri uspavanju. Super, hvala. Bi mogoče gospa Ljubica, doktor Ljubica, še kaj dodali tukaj glede večerne rutine? Kaj je tiste, katere dejavnosti mogoče priporočate, da so najbolj primerne za večerno uspavalno rutino uspavanja? Ja, vsekakor se strinjam s tem, kar je gospa Brigita rekla, da je za uspavanje ključnega pomena, da postane to rutina, kar pomeni, da poteka bolj ali manj vsak dan oziroma vsak večer na neke enak način in da se počuti v njej na eni strani otrok čustveno varno, na drugi strani pa, da ima on občutek, da to obvlada, ne? Da mu zdaj ni potrebno se učiti nekaj novega, ampak da zadevo obvlada in da zna predvidevati, ne, zaporedna dejanja, ki se bodo zgodila.
Zdaj, kako pa do tega pridete, ne? Torej, Ja. kako vzpostaviti oziroma vsebinsko napolniti to rutino? Jaz mislim, da ni ene same rešitve oziroma ene samega pristopa, da tudi ni, ker se vsebine tiče, nujno, da je popolnoma vsak dan vse enako, ne? Otrok mora seveda razumeti, da je to priprava na spanje, ampak ni potrebno, da je čisto enako. In v današnjem času veliko starša pač uporabi za uspavanje tak ali drugačen zaslon pri otroku, ker pomeni, da gleda, ne vem, risanke, starejši otroški film ali kaj podobnega, pri čemer to samo po sebi, če ni tekom dneva, ne, že dosegel in presegel tisto priporočljivo količino časa, ki jo naj bi otrok preživel pred zaslonom, ni narobe. Je pa nekaj ključnega pomena, da se praviloma, zlasti pri malčkih, pri otrocih v predšolskem obdobju, tudi še v začetku šolskega obdobja, to gledanje poteka v interakciji z pomembno odraslo osebo. Torej, da se pravzaprav tudi zadeva lahko stavi, o čem pogovori, predela kakšne neprijetna čustva, ne? Da se mogoče nekaj dodatnega razloži, ki ga nekaj zanima. Mi pravzaprav ne moramo predvidevati, kaj točno se bo, pa tudi če je samo 5-minutna ali pa 10-minutna oddaja, vse zgodilo, zato je ta prisotnost. Poleg te čustvene varnosti se te primem, sedim ti v naročju, sedim ob tebi, pomembna je tudi ta komunikacija oziroma sporazumevanje, interakcija med odraslo osebo in pa med otrokom. To je en način, jaz pravim, da je mogoče trenutno celo, če bi pogosto smerili, najbolj pogost. Drugi način je pa seveda zgolj poslušanje, torej ne gledanje v zaslon, ampak poslušanje. To je običajno poslušanje nekih pravljic, zgodb, pač vsebin, ki so namenjene oziroma primerne za starost otrok. To niso vedno enake vsebine, starost je otrok pač nekaj preraste, tako kot veliko tudi pravljice, pa mora imeti bolj zahtevno vsebino, lahko tudi pravljice samo bolj zahtevne. Pri čemer je pri tem poslušanju seveda zopet zelo, zelo pomembno, v čem se razlikuje v resnici to poslušanje, gledano primerjalno z gledanjem. Razlikuje se po tem, da vsebina, ki jo otrok posluša, zelo cilja na to, da je otrok maksimalno pozoren. Da sledi, torej ni nekih podpornih odrov, kot so recimo vidne zaznave, pri risanki, ko lahko tudi nič ne sliši, ali pa celo risanka ni sinhronizirana v materni jezik, pa bo kljub temu nekaj kot razumel, torej pri poslušanju mora pravzaprav slediti, ker pomeni, da je njegova pozornost izredno, izredno velika. Hkrati pa je zelo, zelo pomembno, da je tudi vsebina, ki jo posluša, posredovana na način, ki je otroku prijeten. Na eni strani, da se pripovedovalec oziroma pripovedovalka nekoliko igra z čustvi otroka, kar pomeni, te junaki doživljajo različna čustvena stanja, in da pravzaprav tudi sicer posreduje to vsebino dovolj dinamično, kar pomeni, da to ni neko monotono pripovedovanje, čeprav bi morda kdo rekel, ja, ampak sej ravno to hočemo, zato da se bo pomiril in da bo zaspal, pa vendarle to ni tako enostavno, on ne more v hipu zaspati, kot je tisti monotoni glas 5-10 minut posluša, on pravzaprav posluša vsebino, on se prav posluša vsebino na nek način, ki jo doživlja, ki jo v svoji mislih procesira, vedno bolj potaplja v neko stanje, ki je najprej na pol spanja, potem je pa zares spanje. To je način, kako je torej ne samo izbor vsebine, ampak način, kako je vsebina izbrana, izredno, izredno posredovana, izredno pomemben za to, da se sploh pritegne pozornost in da ga ne motijo vsi drugi držaji, da v kuhinji še nekdo, pomiva posode, da ima v dnevni sobi prižgano televizijo. Če on pozorno ne posluša,
pozorno bo pa poslušal, če bodo te elementi vključeni v pripovedovalčev diskurs, potem on seveda ne bo poslušal tega, ampak bo poslušal tisto, kar se dogaja v dnevni sobi ali pa kuhinji. To je torej ta drugi pogosti lahko način, meni zelo ljub in se mi zdi, da bi bilo fino, če bi ga nekoliko bolj pogosteje morda uporabljali kot ga. Še tretji način, ki se pojavlja, verjetno jih je še mnogo več, ampak recimo je prisoten, je pa pogovarjanje z otrokom, kar pomeni, da nimamo nobenega od medijev, ni v neposrednem okolju, ga ne uporabimo in se pogovarjamo, kjer se včasih otroku zdi, da je to edini čas, ko ima poslušalca. Jaz ves čas govorim o tem, da je odrasla oseba ob otroku, ko posluša, da je odrasla oseba ob otroku, ko gleda na zaslon. Tukaj je seveda ob njem, ko on pripoveduje zgodbe, ki so čisto v njegovi glavi nastale, ali pa pripoveduje zgodbe iz resničnega življenja, kaj se mu je zgodilo in vedno bolj dobiva, več ko pripoveduje in večkrat ko pripoveduje, dobiva občutek, da je to tisti čas, ko se lahko v miru o določenih stvareh pogovori, bodisi na ravni pripovedovanja svojih recimo problemov, svojih pozitivnih stvari, ki jih je doživel, ali pa na ravni res pripovedovanja zgodbe. Zato imajo otroci tudi tako zelo radi in večkrat rečejo, da naj odrasla oseba pove zgodbo, ne da jo prebere, ampak da ne jo pove. In pripoveduje, slabe govorce, starše, ki so slabi govorci, jih malo spravlja v zagato, govori z vidika vsebine, z vidika retorike. O tem, kaj ne si pa zmislijo, velikokrat rečejo, pa jaz nič ne vem, ampak otroka ne zanima zdaj to, ali je ta zgodba smiselna, ni smiselna, to, da se pelje neka rdeča niti ne pove odrasla oseba zgodbo, ali pa včasih tudi, da jo pove zatem, ko je eno zgodbo že poslušal, preko radija ali kakorkoli, se zdi otrokom izredno zanimivo in je tudi dober način spodbujanja otroka k njegovemu lastnemu pripovedovanju, k umirjanju in k postopnemu razumevanju, da se je zdaj pravzaprav, da prehaja on iz nekega tako imenovanega budnega, zelo aktivnega stanja v umirjeno stanje oziroma v spanje. Ja, hvala za to podelitev. Tukaj bi dodala samo eno lastno izkušnjo, ki sem jo imela že v otroštvu. Moja sestra, jaz sem jo vsakič, ko smo imeli skupaj sobo, je zaspala ob tem, da sem ji jaz pripovedovala, pač si izmišljevala zgodbo, in to je res tak ritual. Je to lahko tudi starejši sorojenec, pa kdo drug, seveda ni nujno, da dedek, babica ali pa starši, nekdo, ki ga jemlje seveda otrok kot neke vrste avtoriteto, skozi način, kaj on in kaj mu lahko pove, in je to seveda med sorojenci lahko zelo uspešen način uspavanja mlajšega. Ja, pa tudi tako, kot ste rekli, da je to nekaj prijetnega, povezovalnega in da se obesta. A veste, ko smo rekli, je odrasla oseba zraven, torej velikokrat je potreben samo, dotik otroka, pa ko posluša, pa je dovolj, da on razume, mi le ugasnemo luč ali pa pustimo tam čist neko majhno svetlobo in to, da ko posluša, ko je pozoren, ko se marsikaj dogaja v teh posredovanih zgodbah, samo dotik roke ali pa samo vedenje, da nekdo na stolu ali pa na postelji pri njemu sedi. Zato je teh, 15 minut, 20 minut te večerne rutine, ki se dogaja ob otrokovi postelji, bom rekla, ker ni nujno, da ima vsak svojo sobo. To se mi zdi izredno pomembno in to je tisto, kar otroku omogoča, da doživlja povedano ali pa gledano zgodbo na drugačen način, kot če bi bil sam. Ja, hvala. Razvija pa hkrati s poslušanjem pravljic tudi zelo svojo domišljijo. Pa ta domišljija verjetno ker pač vpliva tudi na druga področja, ki vi tudi raziskujete, se med drugim tudi ukvarjate z raziskovanjem igre, risbe in tako. Verjetno ta domišljija potem tudi na druga skozi igro, skozi risbo izraža.
kar pač posluša oziroma pač si... Ja, poslušanje pravljic, gledanje, pač ne vem, otroških oddaj, risank, karkoli, seveda vpliva na tako ta spoznavni vidik otroka, kar pomeni na njegovo mišljenje, govor zlasti, in pa na ta socialno-čustveni vidik, kjer je zlasti ta empatija, socialne zmožnosti, reševanje socialnih konfliktov in podobno. Zdaj, če se nekaj stavimo ob tej domišljiji, ki se nam zdi, da se včasih malo preveč zgublja pri današnjih otrocih, da poskušamo z temi zunanjimi vsebinami in spodbudami preveč ciljno voditi otroka do nekega rezultata oziroma do nekega izida, in da je čas, ki ga otrok preživi znotraj svoje lastne domišljije, v svojem lastnem svetu, da je ta čas izgubljen čas. Zato se mi zdi to vredno posebej poudariti, da je tam nekje od 3., 4. leta starosti domišljija pri otrocih izredno pomembna zadeva. To je del njegovega spoznavnega razvoja, ki mu bo kasneje omogočal, da bo lahko ustvarjalen na različnih področjih. Omogočal, da ne bo mislil samo o teh zaprtih shemah, kot rečemo konvergentno, samo vprašanje, odgovor, pravilno, nepravilno, ampak da bo svoje mišljenje odprl, da bo iskal različne rešitve, da bo v istem problemu ali v isti situaciji ali predmetu najdel različne izhode. Torej, to je to, kar mi rečemo fleksibilnost, odprtost mišljenja, in začne se to pravzaprav z domišljijo. In ravno različne zgodbice, pravljice so tisti idealen kontekst, ki spodbuja otrokovo domišljijo, ker si morajo na eni strani, če on na primer samo posluša ali pa ne nazadnje tudi, če mu recimo beremo knjigo zvečer, tega mogoče prej pri rutini nisem posebej izpostavila, pa bi morala, da ne samo pogovarjanje, ampak tudi branje. Pogovarjanje je lahko tudi posledica, naslednji korak po branju, po gledanju, da torej ne glede na to, ali posluša ali mu beremo, on vsega ne dobi, on tudi ni nujno, da čisto vse razume, niti kar dovalec pove, niti kar je zapisano v knjigi in je potem prebrano. Veliko stvari si mora on sam osmisliti, in hkrati si mora, ko pravimo, da je na primer knjiga, lahko bi rekli tudi poslušana pravljica v otrokovi glavi, pomeni, da si mora on narediti neko lastno predstavo o tem, kakšni so te junaki in junakinje, ki v zgodbi nastopajo, kako izgledajo. To je pomemben miselni napor, ki seveda spodbuja njihovo domišljijo, ki ga recimo pri vidnem zaznavanju, ko gleda, risanko ne rabi vključiti. In torej zato pravimo, da je lahko zaslonsko uspavanje mnogo bolj pasivna zadeva za otroka, bodisi zvečer, kot uspavanje, ali pa tudi sicer čez dan, če to gleda ali pa če bere knjigo oziroma posluša zgodbo, ker mora tukaj biti pri poslušanju in pa ob spremljanju nekoga, ki mu bere, njegovo mišljenje zelo aktivno. In pravzaprav, kakšen bo ta junak? Včasih bo otrok zelo presenetil, ker bo prekinil, na primer, branje, ali pa bo vmes, ko posluša na primer pravljico, on hotel nekaj povedati, seveda bomo prekinili za tisti čas in bomo poslušali njega, ko on opisuje, kako si on predstavlja junaka, ali pa kar pove že, kako misli, kaj on misli, da se bo zgodilo, kako se bo zgodilo, ali pa vpraša, a misliš, da bo on res, ne vem, naredil to in to za njega, ali bo naredil to za njega. Skratka, to vse dela njegova domišljija, ki se pa ob nekih spodbudah, ki jih dobi, zlasti pri predšolskih otrocih, so te spodbude pomembne, te spodbude, ki jih dobi, lahko zelo odpre. Če spodbud nima, potem pravzaprav njegova domišljija ne funkcionira, ampak zelo hitro pade v ta nek ritem, da vse naredi za to, da na koncu nekaj doseže. Pri domišljiji pa nimamo rezultata, ki bi ga lahko smerili, ki bi ga lahko ocenili, ki bi ga lahko nekomu pokazali. Hkrati je pa to pravi zaklad za razvoj njegovih miselnih sposobnosti tudi v kasnejših obdobjih.
Wow, res, hvala. Ja, pri domišljiji pa sam ne boje meja, oziroma, a ne, res. Ja, res je. Ja. Pa tako, kot tudi vem, da v tej knjigi, ki imate zelo lepo skupno branje odraslih in otrok, tudi poudarjate, da je potem se vidi, pač, da je tudi povezano, vi ste že tako lepo rekli, ne, da je tudi povezano z drugimi področji, tudi tukaj, a ne, otroci, ki so v domišljijske igre, tudi bolj razumejo prebrane pravljice in obratno, ne, da so te zanimive raziskave dali. Da stvari niso enosmerne, ne, vedno so na neki način recipročne, ne, druga na drugo vplivajo, ker govorimo o vsebini, je pričakovano, ne, da bodo otroci, ki bodo poslušali, ko jim bomo brali zgodbo ali pa pravljico, ali pa ki bodo samo poslušali, a ne, že posneto pravljico, da bodo te vsebine potem probali podoživeti, da jih bodo preigravali ponovno, ne, zlasti v tej domišljijski oziroma simbolni igri. Zelo pogosto se izražajo to svoje doživljanje tudi skozi likovni izraz, ne, skozi risbo, ker vidimo, da otroci potem, ko smo jim nekaj prebrali ali pa ko so nekaj poslušali, še kar nekaj dni, iste vloge igrajo, to so pravzaprav vodilni junaki, ki pa sicer dobivajo neke druge dejavnosti v njihovi lastni igri, rišejo junake iz zgodb, ki so jih slišali ali ki so jih mogoče tudi v nekih primerih, ob ilustracijah videli v knjigi, ko smo jim brali. Skratka, ta njihov svet je potem mnogo širši, mnogo bolj bogati, mnogo bolj vsebinsko napolnjen. In to je tisto, kar je pomembno za otroka, da lahko marsikaj počne sama, da ne vodimo vse dejavnosti mimo do zunaj, da ne strukturiramo preveč njegovega časa. In domišljija ima ravno ta preboj, da zahteva otrokov čas in ne časa, ki bi ga mi naprej načrtovali, kaj mora delati, kako mora delati in do česa mora priti. In tukaj se mi zdi, da se v tem sodobnem svetu malo kopja lomijo, da velikrat pozabimo, da je otroku fajn, če mu je malo dolg čas, zato ker bo vključil domišljijo in ta domišljija bo vezana na tisto, kar smo mu nekoč prej posredovali, skozi knjigo, skozi poslušano zgodbo, skozi pogovarjanje z njim in podobno. Različni so te pristopi. Ja, res je. Vidim tudi v praksi in pri hčerki in tudi da je tudi res zelo pomembno ta nestrukturiran čas in tudi te, kako te vsebine, ki jim posredujemo, pa da ona čez svojo igro izraža. Tako da res super, hvala obema. Kot sta že obe omenili, so pač dobra izbira tudi današnji pogovor, je tudi o pač zvočnih pravljicah, se je namazval tudi en del. In ena od teh kvalitetnih izbir, mi dve tudi s hčerko večkrat poslušamo, to lahko nočnice. Se mi da res zelo pomembno, kot ste že prej izpostavila, doktor Ljubica, da so pač, ker so res kvalitetno izbrane, ker je zdaj včasih v poplavi vsega, kar težko izbrati, kaj je res tisto kvalitetno, tukaj pa res vemo, da je res premišljeno izbrano in kakovostni igralci in to, kar ste že prej povedala, kakšen izreden pomen je to. Pa tudi fino je, ker lahko res pol te stvari poslušamo čist v temi, lahko tudi damo na kakšen radio, ki ima to, da se na Bluetooth in pol poslušajo otroci, poslušamo skupaj v temi. Bi mogoče še kaj dodali na to temo, kar se vam zdi, da smo pomembnega, če bi še kaj dodali. Jaz bi samo, 3 stavke še povedala, ker bi zelo rada utemeljila, zakaj je ta kakovostni izbor vsebin, ki jih ponujemo otroku, pomemben. Pri tem imamo v misli predvsem na eni strani kakovostni izbor otroških knjig, kjer si lahko starši danes veliko pomagajo z tem oznako zlate hruške, ki je na slikanicah oziroma otroških knjigah, in potem na drugi strani teh različnih zgodb, pravljic, ki jih poslušajo, menili ste, lahko nočnice, so še seveda tudi druge.
Ampak bistveno je, da so kakovostno izbrane in zdaj, da so izbrane tiste, ki so kakovostne, da nekdo nad tem bdi, da to samo po sebi naključno in da daje neko oporo oziroma podporo staršem, ki se v današnjem svetu, ko je tega res zelo, zelo veliko, vsebin težko znajde, kaj naj pa zdaj vzame in potem vzame prvo, kar mu pride pod roke ali pa zato, ker ne ve, kaj bi vzel, ne vzame nič. Jaz pa to poudarjam zato, ker je dokazano v raziskavah, ki so jih naredili, da je v kakovostnih vsebinah, pravljicah ali pa torej posnetih lahko ali pa pravljicah v knjigah, da je jezik izredno, izredno bogat. In sicer so ugotovili, da je več kot za 1/3 večji in bolj raznolik besednjak vključen v knjige, otroške kakovostne knjige in katerekoli pravljice, ki jih posluša, če so kakovostne, kot ga uporabljamo starši, oziroma bom rekla odrasle osebe, v dnevni komunikaciji z otrokom. In to ne kar ene odrasle osebe, ampak tiste odrasle osebe, ki so dobri govorci, ali kot mi rečemo, ki imajo visoko razvit jezikovni kod, kar pomeni, da je njihov jezik dobro razvit, pa kljub temu ne pride do tja, do kamor so prišli avtorji in pa avtorice teh različnih medijskih vsebin, če so pravilno izbrane. In zato pravzaprav vsakokrat znova rečem, da smo zadevo pripeljali do konca, ne samo, če beremo otroku ali če mu damo možnost, da posluša, ampak če smo predhodno izbrali kakovostne vsebine, ki jih bo bral oziroma poslušal. To kvalitetno skupno branje oziroma poslušanje. Ja. Večkrat tudi rečete sobranje, ne? Tako, ker sobranje se mi zdi pri mlajšem otroku tako pogoj, se ne znajo brati, da rečemo otroka, je to ključno. Rada pa poudarjam tudi to, da je skupno branje pomemben del tudi še v začetku šolanja otrok. Oni niso enkrat dobri bralci, zgodbe pa poslušajo radi tudi dolge, napete, različne. In zato ne bi nikoli smeli opustiti branja otroku, takrat, ko je šel otrok v šolo, češ, se zdaj pa moraš brati sam, pa si berja, ne. Pa tudi res uživajo ob tem in je res ena taka povezovalna. Uživamo tudi mi, ne? Tako zelo dober poudarek, uživamo in je zelo dobro tudi za nas. Bi mogoče gospa Brigita? Ja? Ja, če lahko bi pa jaz temu dodala, da je v okviru dejavnosti okrog organiziranja letošnjega kulturnega bazarja, ki ga je organiziralo Ministrstvo za kulturo, nastal seznam priporočenih gradiv za branje pred spanjem. To je kar obsežen seznam, ki je sicer objavljen pod kulturnim bazarjem in tudi, mislim, da na spletnih straneh Ministrstva za kulturo, pa tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje pod zavihkom spanje. Torej, ta gradiva, kakovostna gradiva, med katerimi so vključene tudi ta gradiva, ki nosijo znak kakovosti zlata hruška, so tam navedena, več jih je, kar precej jih je, po starostnih skupinah, tako da si starši lahko s tem pomagajo. Spanje se nam zdi zelo pomembno in branje pred spanjem kot način umirjanja tudi. Zdaj pa, če čist lahko zaključim te svoje misli, bi pa rada povedala, da, tako kot sem že prej rekla, spanje je naša biološka nuja in pri otrocih ne samo zaradi rastnega hormona, ki se izloča med spanjem, ampak tudi zaradi vseh ostalih vplivov na naše zdravje, ni kar nekaj samo po sebi umevnega. Zato je prav, da mu namenimo primerno pozornost in da starši s svojim zgledom vzgajamo otroke. Ker če jih bomo naučili primernih navad pred spanjem in če jih bomo naučili primerno spati, bodo postali dobri spajci in bodo to odnesli svoje življenje naprej, kar je pa potem tudi z vidika javnega zdravja neizmernega pomena. Ja, hvala. Najlepša hvala še enkrat obema za ta čudovit pogovor. Se mi zdi, da je res pomembno ozaveščati o tej temi in temi spanju,
o spavanju, prijetnem in seveda branju, poslušanju in povezovanju na tak prijeten način, da zaključimo dan. Najlepša hvala obema. Hvala tudi vam. Hvala za poslušanje in se slišimo kmalu. Polona!